Psoriaza je kronična bolezen, ki se lahko kaže na različne načine, najbolj pritajeno, nato pa zelo opazno, tudi moteče, zato se je še vedno drži stigma. Kateri so najbolj prepoznavni znaki te bolezni, kakšna je njena klinična slika in kakšno je danes zdravljenje? Psoriaza ali luskavica se pokaže največkrat v odrasli dobi, in sicer z pojavom vnetnih plošč, ki jim strokovno rečemo plaki. To so rdečkaste zadebelitve kože, posute z luskami, ki se največkrat pojavijo na koži nad komolci, nad koleni, tudi na sprednji strani goleni. Bolniki, ki imajo hujše oblike, pa jih razvijajo tudi na koži trupa. Razen tega velikokrat vidimo bolezenske spremembe v lasišču, nekateri pacienti pa imajo prizadete tudi nohte. Naj takoj poudarim, da spremembe pri luskavici niso nalezljive, je pa seveda videz tisti, ki po eni strani skrbi obolele in na drugi strani morda zbuja nelagodne občutke pri ostalih, zlasti tem, kadar ne poznajo luskavice in mislijo, da so bolezenske spremembe na koži nalezljive. Bolezen je genetsko pogojena, potem pa različni sprožilni dejavniki, ki smo jim izpostavljeni tekom življenja, kot so na primer okužbe, hude stresne situacije, lahko včasih tudi zdravila. Pri osebi, ki ima tovrstne gene, sprožijo prvi pojav luskavice in kasneje, ko je bolezen že prisotna, njeno poslabšanje. Največkrat se začne v odrasli dobi, okrog 40. leta, možno sicer že prej ali tudi kasneje. Bolezen je prisotna v hujši obliki ponavadi v hladnem delu leta, obratno pa poleti po izpostavitvi soncu pri mnogih bolnikih pride do prehodnega izboljšanja, ne pri vseh. Seveda sončenje ima tudi številne pomanjkljivosti. UV žarki, kot vemo, so kancerogeni, lahko povzročijo na koži nastanek predrakavih in tudi rakastih sprememb. In seveda tudi, ker bolnikom s hujšimi oblikami le izpostavljanje soncu ne pomaga v zadostni meri, zlasti pa ne trajno, je potrebno zdravljenje. Blage oblike zdravimo lokalno z zdravilnimi učinkovinami, ki jih pacienti nanašajo na prizadeta mesta na koži. Kadar pa je bolezen bolj razširjena, pa se poslužujemo zdravljenja s fototerapijo in pa s sistemskimi zdravili, ki jih bolniki jemljejo ali v obliki tablet, kapsul ali pa injekcij, kar posebej velja za biološka zdravila. Slednja uporabljamo od leta 2005 v Sloveniji, prav tako kot v ostalih državah razvitega sveta, za zdravljenje hujših oblik luskavice, ki se ne odzivajo zadovoljivo na ostala zdravila, kadar je seveda bolezen huje izražena, in na ta način lahko pomagamo v resnici varno in zelo učinkovito tudi pacientom z najhujšimi oblikami luskavice. Tako da rešitev danes je možna, žal bolezni ne moremo še pozdraviti, ker je v osnovi genetsko pogojena in genov zaenkrat še ne moremo popraviti. Lahko pa z zdravili, ki jih imamo na voljo, dosežemo, da se vidne spremembe na koži umirijo, koža praktično povsem normalizira in s takim zdravljenjem lahko tudi preprečujemo ali vsaj precej omilimo morebitno pojavljanje drugih stanj, ki se lahko tudi pojavijo pri luskavici, zlasti kadar je hujša in se dolgo ni ustrezno zdravila. To je predvsem psoriatični artritis, oblika vnetnega revmatizma, ki se pojavi približno tretjini bolnikov, ki se jim je luskavica začela na koži. Lahko pa se pojavljajo še različna druga obolenja, od metabolnih motenj, recimo povišanih maščob v krvi,
sladkorne bolezni, potem različnih bolezni srca in ožilja, tudi srčni infarkt je žal pri razširjeni nezdravljeni luskavici lahko bolj pogost. Pojavlja se lahko kronična vnetna črevesna bolezen, vnetja oči in tudi različne psihične spremembe. Za vse to torej je danes možno narediti ogromno, tako da bi vašim čitalcev, če lahko rečem, ali spremljevalcem vašega portala, ki imajo bodisi sami luskavico ali morda svojca, prijatelja, znanca s to boleznijo, če morda še ni poiskal zdravniške pomoči, vsekakor svetoval, da se obrnejo najprej na svojega izbranega osebnega zdravnika. Pri blagih oblikah, ki so prevladujoče, bo že uspel najti uspešno zdravljenje, ukolikor pa bi bila bolezen hujša, pa vas bo napotil k dermatologu. Kako pa je pri nas s pravočasnim odkrivanjem te bolezni in predvsem s pravočasnim začetkom zdravljenja? Zelo veliko je odvisno od obolelega samega, da sploh poišče zdravniško pomoč. Če bolnik ne pride do zdravnika in mu ne izpostavi kožnega problema, potem bo seveda bolezen minila neprepoznana. Drugi korak je potem ustrezno ukrepanje na ravni osebnega zdravnika, specialista splošne medicine oziroma družinske medicine. Kolegi so dobro podkovani in lahko pravilno prepoznajo ogromno večino bolnikov z luskavico. Torej, prepoznava te diagnoze ni težavna. Zatakne pa se včasih potem pri prihodu obolelega k dermatologu, če gre za hujše oblike. Spet morda nekdo, ki je imel že prej blago luskavico, ki se je potem poslabšala in ne ve, da je danes možno za to bolezen ustrezno pomagati, mogoče znova ne poišče niti pomoči svojega osebnega zdravnika in posledično tudi ne pride k dermatologu. Kako pa je z začetno obliko luskavice, denimo, če se ta pojavi zaradi močnega stresnega sprožilca? Omenili ste zgolj lokalno zdravljenje. Je mogoče tovrstne spremembe na koži vsaj v začetku odpraviti tudi kako drugače, ne le s farmakološkim zdravljenjem? Omenil sem, da nekaterim bolnikom s to boleznijo lahko do neke mere pomaga izpostavljanje UV sevanju, torej sončenje, ki pa mora biti zelo previdno, postopno, da ne pride do sončne opekline. Ta bi lahko izvala ravno obratno, celo poslabšanje stanja. Verjetno povprašujete tudi v smeri, ali bi utegnila kakšna dieta kaj pomagati. Mnogokrat ljudje najdejo na internetu napotke, kako bi razne diete lahko rešile problem. Tu žal neke čudežne rešitve ni. Kar je predvsem pomembno pri luskavici je, da vzdržujemo primerno telesno težo in zdravo telesno kondicijo. Torej, pazimo, da se ne zredimo predvsem v predelu pasu, ker ljudje, ki imajo prekomerno telesno težo, se jim luskavica precej slabše odziva na zdravljenje, kot v primeru, če uspejo potem kasneje shujšati. Tako da predvsem to je pomembno, ne pa, da bi recimo z ukinitvijo določenih živil v hrani lahko dosegli neko ozdravitev ali umiritev psoriaze. Tovrstni nasveti, ki jih na spletu v resnici ne manjka, naj si bo to glede samopomoči v smislu diet ali uporabe pod navednicami čudežnih zdravil in mazil. Vse to je zelo sporno. Dejstvo pa je, da ljudje dostikrat nasedejo na tovrstna zlagana, zavajajoča sporočila. In verjetno imate tudi sami v klinični praksi kakšno izkušnjo
s katerim od pacientom, ki je predolgo upal na izboljšanje na tak način? Nekako ljudje potem, ko vidijo, da do rešitve ni prišlo, mogoče čutijo neko nelagodje, da so nasedli takim obljubam in jim je potem mogoče nerodno, ko pridejo k zdravniku, specialistu, sploh priznati kaj podobnega. Ne. Tako da o tem niti ne spregovorijo. Tako da o tem niti ne spregovorijo. Sreča pa je vendarle v tem, da pri luskavici, tudi če je že nekoliko izrazitejše prisotna, ne, lahko z sodobnimi zdravili dosežemo v resnici zelo dobro umiritev stanja, torej ne pride do situacije, da bi bila bolezen recimo temu zastarana in da bi se potem slabše odzvala na zdravljenje. Problem je drug, ne? Problem je, če nekdo, ki ima kar razširjeno luskavico, odlaša 10, 20, 30 let, ne? Se mu zdi, da se je kar nekako sprijaznil z boleznijo. V tem obdobju ne samo, da seveda te spremembe na koži so za njega obremenjujoče, ampak gre skrivaj proces teh drugih obolenj svojo pot. Ne? Pojavlja se povišan holesterol, sladkorna bolezen, v žilah se odlagajo aterosklerotične naslage in kasneje lahko pride potem do resnih posledic, kot je srčni infarkt, kar je nepovratno. Torej, to je tisto, zaradi česar govorimo, da je pri luskavici potrebno zdravljenje in tudi pravočasno zdravljenje. Zdaj, kaj je tisti pravi čas, je težko določiti, ne? Vsaj v letu, dveh, če je bolezen kar konkretna, bi bilo pametno obiskati zdravnika in poskrbeti za umiritev te bolezni. In zagotovo nikakor ne velja čakati tudi zato, ker navsezadnje vemo, da biološka zdravila, ki so zdaj na voljo, so zelo učinkovita, vendar niso ustrezna za vsakogar. Tovrstno zdravljenje pride v poštev le za določene posameznike, kaj ne? Ja, že od začetka, odkar so na razpolago ta zdravila, torej od leta 2005, so strogo in zelo točno določeni kriteriji, kdaj sploh lahko uporabimo tako zdravljenje. En pogoj je teža bolezni, ki jo ocenjujemo z različnimi kazalniki, in na drugi strani tudi neuspeh vsaj enega od, kot zdaj rečemo, konvencionalnih sistemskih zdravil, ki jih dajemo v obliki tablet ali kapsul, kot je na primer metotrexat, acitretin ali ciklosporin. Torej, če bi bolnik takega zdravljenja ne prenašal ali če bi imel zanj kontraindikacije ali seveda, če bi ne bilo uspešno, v tem primeru potem lahko bolnik, ki ima luskavico, take stopnje dobi pri dermatologu biološko zdravilo. Trenutno v Sloveniji dermatologi zdravimo približno 2500 psoriatikov z biološkimi zdravili. Skupno pa ocenjujemo, da je obolelih s to boleznijo v državi nekje med 40 in 50 tisoč. Večina, kot že rečeno, ima blage oblike, tako da jim zadošča le lokalna terapija. Bolnikov, ki imajo hujše oblike, pa na srečo ni tako veliko. Torej, preskrbljenost je dobra in tukaj gre velika zahvala tudi tako na eni strani Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot Ministrstvu Republike Slovenije za zdravje, ki sta v preteklih letih pokazala razumevanje za bolnike s kroničnimi boleznimi, kamor sodijo tudi bolniki z luskavico. Morda samo še vprašanje, oziroma prosila bi vas za primerjavo glede neželenih učinkov, ki se lahko pojavijo. Kakšni so ti pri bioloških zdravilih oziroma kako pogosti in kako pri, recimo temu, standardni terapiji? Največkrat od standardnih zdravil, če jim lahko tako rečemo, in tu verjetno mislite sistemska zdravila, torej tablete ali kapsule, uporabljamo v zadnjem desetletju metotrexat.
v odmerku, ki ga uporabimo pri zdravljenju odrasle osebe z luskavico, se pri zdravilu metotrexat lahko pojavljajo težave v smislu slabosti, siljenja na bruhanje, suhega kašlja, redke je povišanja vrednosti jetrnih encimov ali še redke je pojav slabokrvnosti. To je en problem. Drugi problem pa je, da se le dobra tretjina bolnikov, ki dobijo metotrexat, po nekem mesečnem zdravljenju odziva zadostno. Vendar smernice nekako že dlje časa priporočajo najprej poskus zdravljenja z enim od tovrstnih zdravil, ki so poznana in v rabi v medicini že zelo dolgo. Nenazadnje je tu vmes seveda tudi nizka cena. Eden od razlogov zdravljenja z metotrexatom stane nekaj evrov letno, medtem ko biološka zdravila se zdravljenje bolnika giblje v višini nekje 10.000, 12.000 evrov letno. In seveda zato je razumljivo, da družba skuša na nek način opredeliti, kdaj je upravičeno poseči po tako dragih zdravilih. Ker vendarle določenemu deležu bolnikov pa ta že starejša in dobro preizkušena zdravila dobro pomagajo in zdravljenje dobro prenašajo. Torej, če učinek ni zadosten ali bolnik zdravila ne prenaša dobro, se takoj potem to zdravljenje prekine in potem nadomesti z biološkim zdravilom. Tam so stranski učinki redkejši, predvsem, ko gre za resnejše stranske učinke, omenil bi zlasti možnost pojava okužb, ki se pa giblje recimo v procentu 0,01 na pacient leto, ne, to se pravi približno. Za predstavo, če se 100 bolnikov leto dni zdravi s takim zdravilom, je statistično verjetno, da se bo enemu od 100 pojavila kakšna okužba, kot na primer pljučnica. Ne. Pri novejših bioloških zdravilih je to še redkeje, torej so varna, zelo učinkovita, je pa seveda potrebno tako zdravilo dajati z injekcijami ali z injekcijskimi peresniki. Potrebno je uvajanje bolnika, edukacija, kot rečemo, vendar večino bolnikov naučimo in si potem lahko dajo zdravilo tudi sami doma. To je recimo enkrat mesečno ali celo na nekaj mesecev, kar mislim, da je tudi do bolnika zelo prijazno. Kako pa je pri nas z bolevnostjo za luskavico? Ali ta ostaja približno enaka na letni ravni ali se morda povečuje? Ne, ostaja približno enaka, ker seveda lahko glede na način nastanka te bolezni sklepamo, ne, v osnovi je neka genetska nagnjenost in pa dejavniki okolja, ki se tu kaj zelo ne spreminjajo. Je pa seveda prebivalstvo čedalje bolj pozorno, kar je prav, na svoje zdravje in tudi telesni videz in seveda pridejo k zdravniku bolniki, kar je ponovno prav, prej, ne, včasih morda so čakali bistveno dlje in so prišli samo tisti s hujšimi oblikami. Mogoče opažamo celo obraten pojav, ne, glede na to, da lahko danes pomagamo bolnikom s hudimi oblikami, zlasti z biološkimi zdravili, tako dobro. Tistih najtežjih bolnikov, kot smo včasih videli, recimo, ne, z zelo razširjenimi kožnimi spremembami, skoraj da ne opazite več, ne, ker že dobivajo ustrezno zdravljenje. Nimamo sicer nekih študij na naključnem vzorcu populacije, je pa iz pač podobnosti naše
populacije z sosednjimi, pač ta ocena o 2 do 3% prizadetosti prebivalstva. In še zadnje vprašanje, kako pa je bilo v času epidemije? Še vedno nismo dočakali njenega konca, dodobra nam je spremenila življenje vsakomur od nas. Kako pa se je to pokazalo pri dostopnosti do zdravljenja, do obravnave pri bolnikih z luskavico? Žal so delili usodo mnogih drugih bolnikov, ne COVID bolnikov, če lahko tako rečemo. In seveda, glede na to, da v prvem valu tudi ni bilo, govorim v svetovnem merilu, nekih jasnih navodil oziroma spoznanj vnaprej, ker se je pojavila ta nova bolezen, ki prej ni bila poznana, kako se bo okužba s koronavirusom odrazila na luskavico, kaj se zgodi v primeru, če se okuži bolnik, ki dobiva na primer biološko zdravilo. To je bilo veliko strahov v začetku in dogajalo se je, da se je zdravljenje prekinjalo. Prav tako bolniki niso mogli priti na predvidene preglede, je marsikaj tega bilo potrebno reorganizirati in izvesti nadaljavo. Na srečo tudi pri bolnikih, ki so zdravljenje prekinili takrat za nekaj mesecev, ni prišlo do kakšnih hujših poslabšanj, v redkih primerih do kakšnega znatnejšega ponovnega pojava bolezni in smo potem ta stanja vselej lahko obvladali bodisi s ponovno uvedbo prejšnjega zdravila ali izjemoma, če je bilo to potrebno z njegovo zamenjavo. Sama okužba pa je seveda pri bolnikih z luskavico, kot to velja na splošno za okužbe, lahko pripomorejo k poslabšanju stanja, in pri bolnikih, ki so zboleli s koronavirusno boleznijo, se je nekaterim seveda tudi luskavica takrat prehodno poslabšala.